Zelo malo ljudi, zelo nizek je ta procent ljudi, ki doživlja ekološko tesnobo na ravni, ki bi se jo lahko enačili z klinično depresijo ali pa z anksioznostjo. Tako da to definitivno ni duševna motnja. Tega fenomena, samo občutenje, observacije občutenja, tega ni v drugih kulturah, civilizacijah, v drugih kontinentih. In da je to zelo veliko prisotno v zahodni civilizaciji, kar pomeni, pravzaprav, da je ta občutek družbeno-kulturno sproduciran. Predstava o tem, v kakšnem svetu živimo, ki je znanstveno utemeljena, skozi socializacijo se to posreduje mlajši generaciji, potem pa ona na tak način razume sebe v tem svetu. Pogosta kritika je upravičena. Nekaj let nazaj družbe bila do psihologov, da je velika nevarnost, da bi se ta pojav preveč patologiziralo, individualiziralo, trivializiralo. Zdaj pa se vedno več prav psihologov in takih ljudi, ki sicer delajo na individualni ravni, že od začetka ukvarja s tem kot družbenim problemom in kot problemom, ki ne sme ostati na ravni posameznika. Glej, kaj nam dalo je vesolje, neskončno zvest nad mano, ta planet je vse, kar imamo. Ekološka tesnoba, podnebna tesnoba, ekotesnoba. Vsi ti izrazi označujejo povečanje zaskrbljenosti zaradi podnebnih razmer. Izraz je precej nov, prvič se je pojavil pred približno 10 leti. Ali gre za duševno motnjo, ki bi jo bilo potrebno zdraviti? Ali gre za normalen odziv na podnebno krizo? Zaradi podnebnih sprememb je ljudi strah za lastno prihodnost in morda še bolj za prihodnost otrok in bodočih generacij. Prevevajo jih občutki jeze, nemoči, krivde, obupa. Kako se kažejo ta občutja, kako pogosta so, kako jih prepoznavamo in kako se z njimi spopadamo? O tem bomo spregovorili v tokratni epizodi podcasta Samo en planet. Z nami sta dve gosti in en gost, ki se s fenomenom podnebne tesnobe poglobljeno ukvarjajo. Z nami so diplomirana filozofinja Ana Hafner, asistentka Mineja Rutar z Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in dr. Andrej Lukšič, izredni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, hvala za povabilo. Hvala. Jaz bi na začetku razjasnila mogoče samo to terminologijo oziroma samo en pojem, namreč, da tudi že na začetku ljudem odvzamemo malo strahu in bojazni. Ne? Ko govorimo o ekološki tesnobi, ne govorimo o duševni bolezni. Ne? Govorimo o povečani skrbi, zaskrbljenosti zaradi tega, kar se dogaja v okolju. Je to res? Lahko ljudi potolažimo, da ni z njimi nič zares narobe, če to tesnobo občutijo? Psihiatre za te stvari še nimamo, ne? No, to je odličen odgovor. To pomeni ne. Ne gre za psihično bolezen, ne? Ne gre za neko individualno motnjo. Tudi, kot ste omenila, gre za izraz, ki se je začel pojavljati šele v zadnjih 10-20 letih in se ga tudi obravnava znotraj zelo različnih disciplin, tako da nima niti neke enoznačne definicije. Nekateri pravijo, da gre za nek splošen strah pred okoljsko pogubo, ampak mogoče malo bolj preprosto gre za neke občutke skrbi, brezsmiselnosti, otopelosti, bolj za neke kronične občutke, ne za nek strah pred nekim enkratnim, okoljskim dogodkom ali pa neko katastrofo. Obstaja pa potem zanimivo tudi še ogromno nekih drugih okoljskih občutij, govori se o okoljski jezi, depresiji, krivdi, kar nam vse daje vedeti, da to v bistvu ni nek fenomen, ki bi ga če se malo ujamem, se mi zdi, da ko govorimo o podnebnih spremembah ali pa o trajnostnem razvoju, velikokrat zapadamo v ta zelo racionalen pristop o nekih tehničnih rešitvah, o nekih merljivih ciljih, potem pa to subjektivno komponento spregledamo, ki pa zelo pomembno vpliva na to, kako ljudje razumejo te probleme
in kako se na njih odzivajo. Tako da to definitivno ni patologija, gre za nek normalen, racionalen, razumski, popolnoma upravičen odziv na to, da se mi zavedamo dejanske grožnje podnebnih posledic. In v bistvu tudi zelo malo ljudi, zelo nizek je ta procent ljudi, ki doživlja ekološko tesnobo na ravni, ki bi se jo lahko enačili z klinično depresijo ali pa z anksioznostjo. Tako da to definitivno ni duševna motnja in bi jo bilo škoda samo obravnavati kot neko patologijo. Ja. Točno to, kar je Ana rekla, tudi v literaturi pa v zmerskimi instrumenti razlikujemo med podnebnimi skrbmi, zaskrbljenostjo, in pa, ki jo izraža zelo veliko ljudi, in pa podnebno anksioznostjo oziroma prav vprašalniki za podnebno anksioznost, ki se lahko bolj ali pa manj dotika nekih kliničnih kriterijev. Tako da sem želela dodati, da je ta distinkcija zelo uveljavljena. Moram biti bil dodati še tole, da tega fenomena samo občutenja, observacije, občutenja tega ni v drugih kulturah, civilizacijah, v drugih kontinentih, in da je to zelo veliko prisotno v zahodni civilizaciji, kar pomeni, pravzaprav, da je ta občutek družbeno-kulturno sproduciran. Da to, kar mi doživljamo kot stisko, jaz ga razumem kot na nek način notranji konflikt in izražanje nemoči, ki pa je rezultat socializacije ljudi, ki so šli skozi šolski sistem, znanost, ki producira neko predstavo o okoljskih težavah, ki so realne. Ja? In ko se to predstavlja mladi generaciji, to ponotranji te trende, ki jih znanost prezentira, in to imate od Rimskega kluba prvega poročila v začetku 70-ih let. Tam osnovno sporočilo ljudem je, če bomo živeli na tak način, kot živimo, bo premalo hrane, bo premalo energije, preveč nas bo in tako naprej. In potem imate te trende, ki jih znanost spremlja, ja? In skozi učni proces se tudi sporoča mladim generacijam. Oni oblikujejo na osnovi tega notranji imaginarij, kjer je brezizhoden. Še posebej, če spremljajo iz dneva v dan, spremljajo, da se nič ne spremeni, da je vse isto in da se ta trend samo še nadaljuje, raba energije, več hrane, več nas je in tako naprej. In potem imate ta vprašanja, ki se v politiki izpostavlja in se spet ne rešuje znotraj politike. In potem vidite, da je predstava o tem, v kakšnem svetu živimo, ki je znanstveno utemeljena, gre za določen način izgrajevanja tega imaginarija, skozi socializacijo se to posreduje mlajši generaciji, potem pa ona na tak način razume sebe v tem svetu, v tem imaginariju. To, bom rekel, se mi zdi, da je ta stiska, pravzaprav civilizacijska, bom tako rekel, simptom pravzaprav celotnega razumevanja zahodnega sveta, realnih okoljskih problemov in težav. Se vam zdi, da bi mogoče drugačen način komunikacije, teh dejstev, za katera vsi vemo, da so nesporne, jih občutimo tudi na fizični, ne samo na psihološki ravni, če bi bil način komunikacije drugačen, bi bil odziv manj tesnoben? Ja, jaz bom rekel, ko se z Lučko Kajfež Bogataj v teh težavah pa o tem problemu pogovarjava, je moj odgovor točno tak, kot vi reče. Tudi ko so se z Dušanom Plutom pogovarjali že pred 14-15 leti, da znanost koriše trende, ki vodijo v katastrofo, pravzaprav generira pogoje, znotraj katerih lahko posameznik, spet individualno, doživlja bolj ali manj intenzivno te notranje stiske, konflikte, nemoči in tako naprej. In to je, bom rekel, družbeno-kulturno sproduciran občutje, to hočem reči. Ne? In zdaj, kaj vse narediti za to, da do tega ne bi prišlo? Znanost pa spet odkriva, ko ugotavljate ta fenomen, to občutje, krivdo in tako naprej, vidite, da je ta delež ljudi, ki doživljajo
to tesnobo relativno velik, ne? Kar pomeni, da je bila, bom rekel, družba uspešna v tem produciranju pogojev. To je nenavadno, ne? Ko se pogovarjam, recimo, ko sem se pripravljala na ta naš pogovor in raziskovala to temo, ki mi ni bila prej prav dosti poznana, pač poznala sem ta termin, ampak nekaj dosti več od tega, sem se pogovarjala z različnimi ljudmi, ne? In recimo ljudje iz moje generacije, ne, tako, a si hecaš, kaj pa je to, no, kakšna neumnost. Potem sem se pa pogovarjala s svojim sinom, ki živi na severu in je rekel, da je ogromno mladih, recimo, ki pa to dejansko občutijo, se o tem pogovarjajo, to izražajo, ne. Ana, vi ste delali oziroma naredili nalogo, a ne, magistrsko na to temo, podnebne tesnobe, in ste tudi govorili z različnimi ljudmi iz različnih okolij, ki so vam opisali svoje doživljanje tega, ne? Ja, jaz sem se v sklopu te naloge sicer pogovarjala bolj z strokovnjaki na področju trajnostnega razvoja, potem s filozofi, ampak definitivno so mladi, no, tudi ena izmed teh bolj ranljivih skupin za to, da občutijo občutke te ekološke tesnobe. Potem imamo znanstvenike, ki se dnevno ukvarjajo z temi temami, strokovnjake na področju trajnostnega razvoja, recimo, ki so že leta v tem, delajo na teh področjih, pa potem vidijo, da so spremembe zelo počasne. Pa seveda prebivalce držav, ki se pa že neposredno soočajo z posledicami podnebnih sprememb. Ampak ja, mogoče, če se tukaj na mlade navežem, kot ste izpostavila, gre tukaj za to najbolj očitno časovno perspektivo. V bistvu mlade generacije so tiste, ki bodo živele to prihodnost, ki izgleda zaenkrat nekoliko grozeča in nestabilna. Medtem ko se zdi, da oziroma sploh te najmlajše generacije odločitve za njih pa sprejemajo drugi, in je to občutje nemoči, tudi politične nemoči. Pa še ena specifika je tudi to razvojno obdobje mladih, ta pozna najstniška leta, zgodnja mladost, ko si v bistvu človek kreira svojo identiteto, svoje vrednote, neka prepričanja v svetu, in če si ti v tem obdobju konstantno bombardiran z nekimi negativnimi sporočili, z nekimi grozovitimi podobami, se ti potem seveda ustvari slika sveta, ki je nevaren in ne najbolj prijeten za... In neperspektiven. Neperspektiven, ja. Mineja, tudi vi se ukvarjate v zadnjem času še posebej kar podrobno s tem področjem, a ne? Kakšna so vaša opažanja in kaj recimo s tem projektom, katerega del ste, želite doseči, kakšni so vaši cilji? Ja, glavni cilj je v bistvu ravno to, naslavljati pa predstaviti javnosti tudi ta problem, ta pojav, kot pojav, ki ga je tako zelo lahko tricky naslavljati, zaradi tega, ker intervencije, ki jih poskušamo razvijati na individualni ravni, da bi pomagale recimo blažiti tesnobo, so pogosto ravno tiste, ki bi lahko ljudi bolj pasivizirale, in seveda tega ne želimo. Zato je v bistvu ta projekt nastal na predpostavki, da želimo razviti neke intervencije, tukaj bojo to neke digitalno podprte intervencije, ki jih še razvijamo, ki bi lahko pomagale naslavljati ekološko tesnobo, podnebno anksioznost, kakorkoli to imenujemo, na nek psihoedukativen način, na način, ki bi pomagal posameznikom, ki bi naslavljal tudi njihove čustvene stiske, ampak hkrati vedno istočasno jih ne pasiviziral, ne poskušal vlivati nekega mogoče nerealističnega upanja ali pa ljudi delati celo, ne vem, jim vzbujati neko prepričanje, da to pa niso take težave in da samo oni pretiravajo, torej ravno, da vsega tega ne bi počeli in da bi naslavljali individualne potrebe hkrati z nekimi širšimi družbenimi skupnostmi, da bi spodbujali neko kolektivno akcijo v zvezi s tem. Ravno zaradi tega, ker je v bistvu pogosta kritika upravičena nekaj let nazaj družbe bila do psihologov, da je velika nevarnost, da bi se ta pojav preveč patologiziralo, individualiziralo, trivializiralo. Zdaj pa se vedno več prav psihologov in takih ljudi, ki sicer delajo na individualni ravni, že od začetka ukvarja s tem kot družbenim problemom in kot problemom, ki ne sme ostati na ravni posameznika.
To je odličen poudarek, ravno eno od mojih vprašanj se je nanašalo tudi na to, kako nevarno je to prenašanje neke družbene odgovornosti, da ne rečem krivde, na posameznika, še posebej na mladega posameznika, ker to je absolutno pretežko, preveliko breme za nekoga, ki je sam v tem svetu, sam pod narekovaji. Se pravi, če se to na neki skupnostni ravni naslavlja, potem je tudi tistim, ki se soočajo s to tesnobo, lahko veliko lažje, ker so del neke skupnosti, in skupaj iščejo rešitve. Absolutno, ja, in prav raziskave specifično kažejo, da je priključitev nekim kolektivnim akcijam in skupnostnim intervencijam veliko bolj učinkovita za zmanjševanje individualnih nekih oblik tesnobe in čustvenih težav, kot pa individualno aktiviranje. Torej celo med posamezniki, ki se aktivirajo, bojo veliko manj stiske čutili tisti, ki so se vključili v neko skupnostno akcijo, zato ker se paradoksno včasih se pri tistih, ki so se aktivirali sicer, lahko celo tesnobo poveča, zato ker dobijo večji občutek nemoči, ko so enkrat soočeni recimo neko tako bolj individualno akcijo, pa so bolj soočeni z občutkom, da v bistvu so nemočni. Zdaj, govorimo v sedanjiku, govorimo o našem času. Eksistencialne stiske so del človeka skozi vso njegovo zgodovino. Dobro, ne vem zdaj, če v prazgodovini so obstajale, verjetno ja, ampak na nek drug način, ampak skozi recimo filozofsko misel, in sociološko in psihološko misel, lahko pa vemo, da to ni nekaj novega. Celo smeri v filozofiji obstajajo, ogromno literature je napisane na to temo eksistencialnih stisk, da v poeziji niti ne govorim. Skratka, to je nekaj, s čimer se mora vsak človek slej ko prej v svojem življenju naučiti živeti, da se te stiske pojavljajo. Zdaj, ali so vedno v vsakem primeru družbeno pogojene? Kaj vi mislite? Ali je lahko pač nekdo sam po sebi se rodi po vas prestrašen in v strahotni stiski? Jaz bi se mogoče tukaj na Andreja navezala, ki je prej govoril o tej zahodni mentaliteti, da mi imamo to idejo, ki je bila zgrajena in na podlagi religije in na podlagi znanstvenega diskurza, da smo hkrati ljudje nek gospodar nad naravo, po drugi strani se pa tudi zdaj ta odgovornost za ta odnos do narave pripisuje vsakemu posamezniku. In se mi zdi, da je to ta sistemska napaka, ki jo ne naslavljamo, ko govorimo samo o, kot smo prej že, da je to nek individualen problem. Pozabimo pa, da gre tukaj v bistvu za potrebne spremembe, ki bi na strukturni ravni. Tako da v nekem smislu, ja, vsak posebej se more soočati s temi občutki, ampak samo neko individualno delovanje, ne vem, neko zeleno potrošnjo ali pa to, da spremenimo način prehrane, ne bo dovolj, se je treba potem tudi kolektivno aktivirati. Se o tem velikokrat na različnih ravneh, v različnih kontekstih debatiramo, o tem, da lahko vsak sam stori nekaj malega, ampak da edino sistemsko kot družba ali pa, če rečemo, kot civilizacija, lahko pa naredimo nekaj, kar bo res naredilo premik, da se bo poznalo, če tako po domače rečem. Ja, morda bi se vrnil na to, prej smo govorili o stiskah, ki jih imajo mlada generacija. Morbiti bi kakšno besedo rekel tudi o moji generaciji. To so ljudje, ki so se profesionalno posvetili proučevanju trendov, ki so rezultat onesnaževanja ali vode ali zraka, izumiranja živalskih, rastlinskih vrst. Skratka, tisti, ki se ukvarjajo z disciplinami veto v življenju. Rečemo, biologi so pa taki. Ti ljudje so se cel življenje izgrajevali predstavo znotraj discipline, da je človeštvo, ali pa človeška družba tista, ki povzroča te stvari. Ja?
Se pravi, biologi, ko ugotavljajo, kako vrste izginjajo in da jih čez zdaj več vrst izginja v zadnjih 20-30 letih in da kljub vedenju in poznavanju, v katerega tudi sami prispevajo kot posamezniki znotraj raziskovalnih skupin, še znotraj inštitucij, znotraj mrež evropskih in tako naprej, z velikimi opozorili odločevalcem se trend ne obrne. In to spremljajo 30-40 let. In tisto, kar jaz opažam v pogovorih, ko smo se začeli razpravljati o teh notranjih stiskah, so mi vsi in v teh osebnih pogovorih rekli, jaz imam to že cel življenje. Pazite, ti ljudje živijo 40 let v tem notranjem občutju in nezadovoljstvu. In na kakšen način se oni potem angažirajo kot strokovnjaki. Ne? Kot strokovnjaki vidijo, da kot strokovnjaki ene discipline, povezani na globalni ravni, nimajo nobenega učinka. Ni rezultata, ki bi si ga želeli. To je, bom rekel, ta občutek ne samo v mladih generacijah, ampak tisti, ki producirajo vedenje, ki nam govori pravzaprav o tem, kaj se pravzaprav v tej družbi dogaja, kar se tiče naravnega okolja, ki je nujni pogoj za preživetje človeške družbe. Se pravi, ta nemoč jih pelje, tisto, nisem delal te raziskave, pa ko sem se pogovarjal, pelje v cinizem. Nič se ne da narediti, brez veze, pejmo čim prej v pokoj. In to je zame bilo, ko sem se pogovarjal, to je zadnjo leto, ko sem več stikal z temi ljudmi, na eni strani, na drugi strani pa generacija biologov tam od 40 do 45 let, gre pa zelo radikalno v ekstremno aktivacijo, kjer so zelo agresivni v razumevanju do človeške družbe. V kakšnem smislu? To pomeni, da grejo tudi v ekoterorizem. In da so zelo izključujoči v odnosu do drugih skupin, ki na drugačen način razumejo rešitev oziroma celotno problematiko in izhod iz te situacije. So zelo agresivni tudi do tistih, ki so pravzaprav potencialno njihovi zavezniki. Ne? Potencialno v tem smislu, da se tudi oni angažirajo in hočejo spremeniti obstoječe sistemske pogoje ali pa kaj takega. Tako da imamo na nek način, če kontrastiramo, rekel, mlajšo generacijo, ki, bom rekel, še ne ve, pa je konzument vedenja, ki ga starejša generacija producira in je posredovana skozi učne predmete v osnovni šoli, srednji šoli, pa pol tudi na fakultetah, pa tudi sami se pol angažirajo kot raziskovalci, skozi doktorske študije in raziskovalci, iščejo odgovor in ga znotraj teh disciplin ne najdejo in potem v tej notranji, ne da bi ga bili sposobni artikulirati. Zato se mi zdi zelo pomembno, da to občutje pri raziskovalcih, ki producirajo to vedenje, da se ga odpre prostor, da se ga lahko izrazi, da se ga lahko pove. Zato se mi zdi, da je ta tematika, ta pogovor v okviru tega prilika in nujna stvar, da se tudi o teh stvarih govori, ne samo, da biologi govorijo o naravi in o trendu, ampak da govorijo tudi o tem, kaj oni občutijo, kaj proučujejo te stvari. No, ta del se mi zdi pomemben, ker od tukaj naprej bo mogoče naslavljati tudi njih kot nosilce ali pa sonosilce tistega akterja, ki se ne bo posvetoval samo kako utišati te notranje konflikte, in pa kako spremeniti pogoje, v katerih živali umirajo in v katerih mi skrbimo. Ne? Mi smo vpeti v ta družbena razmerja, ki jih bo treba, rekel, pač naslavljati na obeh dveh točkah. No? Zdaj, velikokrat slišim, berem, kako je pomembna interdisciplinarnost, in kako morajo naravoslovne in družboslovne vede sodelovati.
izmenjevati svoje izsledke, svoje dognanja. Ne? Zdaj, potem, kar sem zdaj slišala, sodeč, v praksi to še ne obstaja. Ali obstaja? Že obstaja. V majhni meri, Ja, že pa obstaja. ni dovolj skomunicirano. Ja, tako bom rekel, naravoslovna in tehnična inteligenca v zadnjih, rečemo 10-15 let se zelo odpira tudi za družboslovne vsebine. Name se v tem obdobju, o katerem zdaj govorim, se zelo nanašajo. Na drugi strani imate pa družboslovce in humaniste, ki se nočijo o tem pogovarjati. Tako da imamo na fakulteti relativno zaprte raziskovalce, ki producirajo vedenje na svojem predmetu. A so to sociologi, politologi, komunikologi in vprašanje narave tle noter ne obstaja. No, bom zdaj vprašala mladi raziskovalki Minejo in Ano, kako je s tem sodelovanjem znotraj recimo vaše generacije. Pri tem projektu Mineja, ki ga vi delate trenutno, sodelujejo samo družboslovni strokovnjaki ali tudi iz drugih naravoslovnih ved? Ne, v bistvu tisti, ki delajo ta projekt interdisciplinaren, so v resnici bolj tehnične sorte, zato ker nam bojo pomagali razviti intervencijo digitalno. In v resnici nekih naravoslovnih raziskovalcev niso vključeni v ta projekt, tako da ta je bolj nekako psihološko zasnovan. Sem pa prepričana, da lahko ti kaj več poveš o interdisciplinarnosti v smislu, kako vi raziskujete to na inštitutu. Ja, mislim, v sklopu inštituta se začenjajo tudi študentski projekti, ki so pa izrazito interdisciplinarni, kjer sodelujejo tako študentje gozdarstva, biokemije, biomedicine, pa potem na drugi strani študentje iz AGRFT-ja, iz politologije, tako da so taka zelo zanimiva kombinacija. No. Se mi pa zdi, da bi bilo potrebno več tega, no, da so neki zametki, ampak da je to še fino naprej razvijati, ker prav ta tema ekološke tesnobe je taka, se mi zdi, na presečišču toliko različnih disciplin, da je fino, da vsi nekako prispevamo. Andrej je dvakrat v našem pogovoru do zdaj omenil šolski sistem, ne? Sem si zelo dobro zapomnila, ker mislim, da je poudarek zelo na mestu, a ne, kaj se producira skozi naš izobraževalni sistem in ali so te specializacije, predvsem na višjih stopnjah, preveč ozke in to zdaj ugotavljamo, da se nam to maščuje, poskušamo to popraviti, spet povezati, narediti spet renesančnega človeka. Gre za eno mehko konceptualno razliko. Renesančni človek je bil eden sam, ki je bil univerzitet. Mi moramo pa to vedenje, ki ga je imel, kompleksno vedenje, ga je treba vedno znova sproducirati skozi te specialnosti. In tle pol pridemo na vprašanje, tisto vaše prvo, da je treba to sproducirati s komunikacijo. In interdisciplinarnost razumemo kot specifično vedenje o enem segmentu kompleksnega okoljskega problema. Vsaka disciplina svoj predmet definira v neki relaciji, v nek zoren kot osvetli okoli kompleksnega vprašanja. Če je to vprašanje voda. Ne? Imate različne discipline, se ukvarjajo z vodo in en segment obdeluje. Naprimer, vodari na fakulteti za gradbeništvo, njih voda zanima sem količina pa moč. Biologi se z vodo tudi ukvarjajo, pa jih zanima kot prostor, kjer so živali. Kmetijci, njih voda pa zanima kot nujni pogoj za to, da rastlince rastejo, če imajo in tako naprej. Ne? Skratka, imate zelo različne. Zdaj, ampak kako pravzaprav ta fenomen vode, ki je v različnih disciplinah obravnavan v enem samem segmentu, kako ga narediti v misli kompleksnega? Se pravi, ali gremo na ta univerzalni, se pravi, da bo en tip ljudi skrbel za ta univerzalni pogled, ali se pa organiziramo tako, da bo vse te discipline, posamezne fragmentarna vedenja si dopustila drugi, da dopolnjuje tisto, kar ona ne ve. Zato se mi zdi, da je ta izhodišče za interdisciplinarnost
in tak tip izgrajevanja kompleksne predstave, ki je pa nujno potreben za politično odločitev. To so strokovne podlage za politične odločitve, ki morajo biti pa spet kompleksne, ne samo enosmerne, izpeljane iz ene discipline ali pa vedenje ene discipline, ker pa imate te kontradiktorne učinke in tako naprej. No, ampak če gremo nazaj na to, kako zgenerirati to kompleksno predstavo, je vprašanje, ključno vprašanje, da se vsak strokovnjak, vrhunsko razvit metodološko-teoretsko, ki generira vedenje v enem mehnem segmentu, zaveda, da je strokovnjak samo za tiste in nič več. Kar pomeni, da mora vedeti, kva ve in da mora vedeti, česa ne ve. In da mora biti pripravljen poslušati drugega strokovnjaka, ki ima ravno tako segmentirano vedenje, ne, zato, da mu bil pripravljen poslušati. To se pravi, ključno za interdisciplinarnost tazga tipa je pravzaprav odprtost in samozavest o tem, da priznajo dve stvari. Prvič, da pove, da ve, kva ve in da hkrati ve, kva ne ve. In da je takrat pripravljen pogumno poslušati. In tle se mi zdi, da je mogoče graditi. Jaz se s študentskimi študenti delam od leta 2016 te interdisciplinarne študentske projekte, ki niso samo projekti znotraj družboslovja, se pravi, ki imate različne discipline, ampak imam noter in humaniste, in imam naravoslovce, in imam tudi tehnike. To je 9 ljudi, 4 profesori, 90 študentov, kjer se ukvarjamo z enim konkretnim vprašanjem, ki ga je treba teoretsko osvetliti, ki ga je treba praktično osvetliti, ki ga je treba raziskati in predlagati po rešitve. Zdaj v tem primeru, naprimer, v Sloveniji že desetletja odprt problem je kontaminacija tal v Celju zaradi cinkarne, delovanja cinkarne, in tam imamo vprašanje težkih kovin, 5, 6, ki so zelo zdravstveno problematične, posebno za ciljne skupine, rečemo za otroke. In zdaj se okoli teh izobraževalnih ustanov plast zemlje odkopava, se daje novo not in se pele, bom rekel, na rob, nekamo na rob civilizacije, rečemo. Tam še zmeraj je, gre sem za lokacijo. In tam še zmeraj je in ne znamo. No, mi se zdaj ukvarjamo, zdaj mislim, da je zdaj že 3., 4. generacija teh študentskih projektov, se ukvarjamo, kako nevtralizirati težke kovine tam, kjer je, z glivem in z drevesi. In smo prišli do identificiranja točk v Celju, to je občina že naredila, kje so koncentrirane katere težke kovine, katere glive so sposobne nevtralizirati katere težke kovine, katere drevesa so primerna, da te glive v mikorizi spremljajo v globino, kar pomeni, bom rekel, da gre za biotehnologijo, ki nevtralizira za zdravje problematičnih težkih kovin, ki je rezultat industrijske dediščine. In tukaj noter imamo biologe, imamo gozdarje, imamo mikologe, imamo politologe, geografe, vse smo to imeli. Skratka, zelo različne stvari imamo odprte. Tako da moj odgovor je ta, z mladimi ljudmi, ki še niso obremenjeni za svojo disciplino, so pa hkrati pripravljeni reševati aktualno vprašanje, s katero se skupnost ukvarja in do zdaj ni našla rešitve. Ja? S temi se splača delati in ko pridemo na srečanje enkrat na mesec, ko študenti različnih disciplin odgovorijo na eno od teh vprašanj, ko drugega učimo, to morate videti te oči. To je nekaj najlepšega. To pomeni, da potem vendarle vlada še neka doza optimizma tudi med mladimi. Ne? A je mogoče problem, širša javnost, mislim, da ni seznanjena zdaj, seveda, vi ste zdaj govoril o pač znotraj nekih strokovne javnosti, znotraj univerze, in sliši se krasno, se pravi,
fakultete se med sabo povezujejo z različnih področji. Kje je potem ta most, ki bi pripeljal lahko te informacije v širšo javnost, kar bi na nek način tudi lahko pripomoglo k enemu vsaj minimalnemu dvigu optimizma, da vendarle lahko so neke rešitve, da jih iščemo, da se mnogo ljudi s tem ukvarja, skratka, da ljudje niso prepuščeni na milost in nemilost temu, kar se bo pač zgodilo, ker se mora, ne? Ja, tukaj se mi zdi, da še kar vlada, sploh ko se nagovarja javnost prek medijev ali pa prek strokovnjakov, da še kar vlada nek mit o informacijskem deficitu. Torej, da če se bo ljudi zalagali za dovolj podatki, za dovolj številkami, grafi, nekimi znanstvenimi izsledki, da to bo že dovolj, da se dejansko spremeni vedenje. Kar je, kot sem rekla, mit. Ja, to je dejansko. Tukaj govorimo v eni vseeno malo bolj subjektivni razsežnosti, kako mi dojemamo to, vseeno se okoljske spremembe tičejo vseh možnih vidikov našega življenja, ne? Od tega, kako razmišljamo o prihodnosti, do, ne vem, pri mladih vprašanja starševstva, do zdravja, ne vem, migracij. In govoriti o tem samo strogo znanstveno ponavadi pri ljudeh povzroča odpor, neko blokado. Tiste, ki tema že zanima, jih to ne nagovori, ker imajo že neke podatke, imajo že neko sliko. Tako da potem se velikrat to izpelje v neko tako čudno pot, ali ljudje zaidejo v neke teorije zarote ali pa malo bolj blago v zanikanje problema, ali pa po drugi strani potem v nek naiven optimizem, češ se bo tehnologija razvijala, bojo že avtoritete rešile. Tako da meni se zdi, da je tukaj zelo pomemben način, kako se komunicira o tem in da bi bilo tukaj veliko za spremeniti. Ja, obstaja komunikacijski šum, očitno, ne? Ja, hkrati pa že dolgo vemo, ja, da več informacij precej hitro neha biti učinkovito, zato da bi ljudje spremenili svoje vedenje. Pa tako, kot smo rekli, zato ker v bistvu ne gre za tak nek individualni pojav, ki bi ga želeli samo na ravni prookoljskega vedenja posameznika spreminjati. Sem pa še to želela dodati, da v bistvu, ko ste omenjali upanje, ravno ena raziskava je pokazala, da je upanje manjši prediktor prookoljskega vedenja pa nekega okoljskega aktivizma in angažiranosti, kot pa jeza. In je pa tako zanimivo, zaradi tega, ker ta jeza je pa spet ima tak nelinearen učinek. V neki meri deluje in spodbuja ljudi k vedenju, od neke točke naprej pa spodbuja cinizem pa pasivizacijo. In recimo zaznana neodzivnost vlade, zaznana vladna neodzivnost je tisti dejavnik, ki pa potem ljudi pogosto vodi k temu, da so v bistvu, da se počutijo nemočno, obupano in vržejo puško v koruzo, ker se jim zdi, da tako ljudje, ki so na položajih moči, ki imajo možnost in odgovornost, da bi vplivali na te zadeve, ne naredijo ničesar ali pa ne naredijo dovolj in se potem lahko ljudje umaknejo. Tako da je ena taka mera različnih čustev potrebna za to, da se ljudje aktivirajo. Še nekaj se mi zdi pomembno v tem procesu in v tem odnosu do okolja in to razmerje med svobodo in odgovornostjo, ne? Se pravi individualno svobodo na eni strani kot nekaj, česar si ne dovolimo in ne pustimo vzeti, ne? Kar je seveda prav, ne? In odgovornostjo na drugi strani. Ne? Zdaj, če govorimo o svobodi, je ta individualna, ne? Recimo pač kolektivno trenutno živimo še v svobodni državi. Na družbeni ravni, ne, je pa včasih ta odgovornost mogoče malo zabrisana. Ne? In se mi zdi, pa boste vi povedali, ko se s tem ukvarjate, ne, da je morda tudi ta cinizem izhaja iz tega, ker je ta razkorak med odgovornostjo, ki se prelaga name, nate, na kogarkoli, ne, in odgovornostjo, za katero bi morali poskrbeti kot družba, družba s sistemi družbenimi, prevelik. Ne? Vse se prelaga, ne? Ti moraš to in to in to, kar je v redu. Ampak če ti ne vidiš na drugi strani nekih večjih rezultatov, pa lahko pride do frustracije in potem cinizma, ne bom recikliral, ker nima smisla. Zdaj pričakujete politološko intervencijo, kar pomeni odgovor na to. Kakršnokoli. Ja, zaradi tega. Filozofsko. Ja, okej, bom jaz probal. Ker tle imamo to vprašanje, ne, ali sistem, ali posameznik. Ja. Vse, v principu gre vse skozi posameznika. Ne?
Tisto, kar je, da so ti posamezniki vključeni v določene skupnostno izgrajene sisteme moči. To se pravi, da imamo v skupnosti je odločila, da se bo organizirala na način države, na način gospodarstva, tako kot še in to, bom rekel, pravno regulira. Najprej preko ustave, pa preko zakonov. Zakoni so tukaj v principu zato, da postavljajo meje za ravnanje posameznikov, ko vstopajo v zadovoljevanje skupnostnih potreb. Rečemo, da nekdo posameznik se odloči, da bo vstopil v politiko preko parlamentarne procedure, skratka volitev, stranke, pride v parlament, tam sprejema zakonodajo, gre lahko izvršno vejo oblasti. Skratka, vse posod imamo opravka s posamezniki. Ampak ti posamezniki, njihova moč je odvisna od pozicije, ki jo zasedajo v tem sistemu. Predsednik vlade ima popolnoma drugačno moč, sistemsko moč, kot jo ima nekdo, ta isti predsednik vlade, pred njim je postal predsednik vlade. Ja? Imate istega človeka. Ampak ima, bom rekel, njegova odločitev ali njegovo mnenje, njegova predstava, kako reši družbo, ko govori ta isti človek za šankom, isti stavek, ko ga pove kot predsednik vlade, ima popolnoma drugačen učinek. Se pravi, mi imamo, bom rekel, zgenerirane pozicije moči, sistemske pozicije moči, ki jih zasedajo posamezniki in tukaj je, bom rekel, vezana ta odgovornost posameznika, da se zave, kaj pomeni povedati, bom rekel, en stavek, eno stališče za šankom in drugič kot predstavnik ali sekretar ali šef stranke in tako naprej. Ja. To je, bom rekel, ta sistemska pozicija. Druga je pa seveda tudi strukturna pozicija. Ne, če ste vi lastniki nekega podjetja, pa rečete, davki so preveliki, ali pa če ste delavec, pa rečete, davki so preveliki, vidite, da ima strukturno moč ta izjava tega dveh ljudi, ki sta v produkcijski proces vključena, en, ki vodi, ki je lastnik, in drugi, ki, bom rekel, je tam zaposlen, ne, sta popolnoma različni. Se pravi, da ta odgovornost mora biti vezana ne na posameznika, ampak na pozicijo posameznika v sistemu oziroma v strukturi. Ne. Ta odgovornost je vezana. Pa imate, ne vem, politično, pravno, ne vem, kakšna še je odgovornost. Ja. Od tega se pol pravnik igra. V jezikoslovju, ne, recimo, ko je raven govora odvisna od govornega položaja, ne, pa konteksta. Pa v družbi moč besede, moč govora, moč izrečenega odvisna od družbenega položaja. Morbitvi, jaz glede tega sem še to rekel, ko smo se prej pogovarjali v študentskih projektih. Omenil sem, da se spreminja ta disciplinarno zaprtost univerze v zadnjih 10 letih in da se ta generacija tam od 40 let do 60 let odpira do vedenj drugih disciplin. In lansko leto smo zagnali en velik projekt, ki ga Ministrstvo za okolje in prostor koordinira, ki bo segla na različne ravni in prihaja do te interdisciplinarnosti. Med drugim, ko se v slovenščini reče work package 9, skrbi univerza, različni strokovnjaki, različnih fakultet govorimo o tem, kako izobraziti različne strukture v tem sistemskem smislu, ki odločajo, pa nimajo še vedenja. To se pravi, mi smo šli pol na koncept mikrodokazil, kjer bo določeno vedenje posredovano tem ljudem v administraciji, v raziskovalnih skupnostih, v učiteljskem zboru, v državnem aparatu in tako naprej, v lokalni skupnosti. Tisto, kar smo dosegli, preden smo ta projekt prijavili, je ta, da če bomo izobraževali biologe, učitelje biologije v srednji šoli preko mikrodokazil, bo 50% bioloških vsebin, tisto, kar je bilo do zdaj vezano. Ostalih 50% bo vezano pa na druge. Humanizem, ekonomijo, pravo, družboslovje. Kar pomeni, bom rekel, da se bo v samem izobraževalnem programu izgrajevala
interdisciplinarnost in se bo poskušalo odgovoriti in naslavljati ne samo profesorja biologije na njegovi strokovnosti, ampak tudi tisto, kar smo prej govorili, da bo poskušal odgovoriti na njegovo tesnobo, na vprašanje, ki se mu postavlja, pa ne dobi odgovor, ali pa dobi odgovor v teh instantnih teorijah zarote ali kakšnih drugih približnicah. Zdaj smo začeli na univerzi skozi take projekte graditi to interdisciplinarnost. Pred tega ni bilo mogoče narediti. Zato pravim, da je tam velik preukret. Okay. Si zdaj tako predstavljamo, ne, bodoče profesore in študente, kako se sprehajajo po dvorišču v aristotelovskem duhu in debatirajo o vseh bistvenih rečeh življenja in sveta okoli njih. Ne? To je zelo idealistična predstava, verjetno. Ja, bi bilo fino, no? se zelo veselim teh. Kako pa mlade filozofinje in filozofi debatirate in o čem debatirate? Verjetno ne samo o filozofiji. Ja, se mi zdi, no, da saj znotraj filozofije, da je še kar mogoče za malo bolj zaprt balonček, da se vseeno še ne ukvarja toliko z sodobnimi težavami, da moj občutek je tak, da delati krivice, ne morem govoriti na splošno. Se mi pa zdi, da med mladimi mogoče je tudi večja želja potem, mogoče bolj interdisciplinarnem sodelovanju. Tudi sama sem nekoliko interdisciplinarna, v bistvu diplomirala sem na filozofiji, potem magisterij na managementu trajnostnega razvoja, tako da imam iz različnih perspektiv neko sliko. In si sama želim, da bi šli mogoče bolj v to smer, je pa težko, ker se potem zdi, da nikjer pa nisi dovolj specializiran, da bi pa res lahko udaril z roko po mizi in rekel, to je tako, ne? Vedno se ti zdi, da nekaj pa še manjka, pa da se... Se vam zdi, da je ta pritisk specializacije, ne, ki se zahteva danes od mladega človeka, da bo vrhunski strokovnjak samo na tem svojem ozkem področju, da je to pravzaprav zaviralno za en tak širši, bom rekla, duhovni, miselni razvoj mladega človeka? Za eno širino, ki jo pa pravzaprav vsak od nas ali pa vsak od tistih, ki želi delovati v okviru družbe za skupno dobro, potrebuje, ne? Ja, vsekakor. Res mislim, da so različni ljudje, različne skupine, različna delovna mesta različno odprta do tega, kako zelo si specializiran, ampak da je ena ogromna prednost tega, če imaš lahko širši kontekst v mislih, če lahko povezuješ koncepte iz različnih disciplin in poznaš sodobno dogajanje na različnih področjih. Hkrati pa je lahko ta pritisk, kaj je neka naslednja niša, v katero se moramo vpeti, zato ker je tam projekt, ker je tam delovno mesto, ker je tam denar, ker je tam ne vem karkoli, je lahko zelo velik. Tako da sigurno ni zelo spodbuden za razvoj nekega renesančnega človeka. Ja. Mladi mislec, ki ima vse pogoje za to, da lahko razmišlja, to je danes utopija, verjetno, ne? In ideal in želja mnogih. Ampak najbrž pa ne moramo pričakovati od družbe, kakršna je, ne? Izrazito kapitalistična, izrazito usmerjena v produkcijo, v proizvajanje vedno več in več, da bi take stvari podpirala, da bi tukaj recimo videla nek potencial, ne? Da se mladim pusti to svobodo, ne? Če se zdaj vrnem pojmu svobode, da pridejo potem do tiste točke, ko bodo lahko svojo odgovornost, ravno zato, ker so imeli toliko svobode v tistem času, ko jo človek najbolj potrebuje, da bodo potem lahko to odgovornost udejanjali in res koristili skupnosti, a ne? Ker to, kar ste zdaj rekli, da se je treba takoj vpeti, takoj je treba začeti razmišljati o službah, o pozicijah, o projektih, skratka ta boj za preživetje na nek način, ne? To je nekaj, kar se meni zdi, da bi imel človek vsaj malo moral biti od tega varovan, ne? Ja, vsekakor ni nujno vedno spodbudno okolje, zato si pa mislim, da se moraš biti zmožen to izboriti, ravno v luči tega, da lahko razvijaš interese, ki so ti pomembni, zato ker si na ta način ne samo bolj zadovoljen, ampak lahko veliko bolj kvalitetno prispevaš k nekim pomembnim družbenim problemom. Morbit bi postavil
še eno idejo, to je, kako je produkcija vedenja vpeta v sistemske razmerje moči. Če je na hiter, zaradi tega, ker znotraj tega se da ugotoviti, kje so prostori svobode in kje se splača angažirati svojo energijo, da bo uspeh večji, pa učinek večji. Sklical se bom na Buravoja, sociologa svetovnega, on je pred leti vodil to svetovno sociološko združenje in je pač to idejo lansiral tudi na globalni ravni. No, gre za to idejo, da produkcija vedenja je danes vezana na potrebe, ki jih identificirajo tisti, ki poganjajo produkcijske procese. To se pravi, da je vezana na to in ti tudi financirajo ta tip raziskovanja. Ker tam imate od farmacije, bom rekel, do kmetijskih gnojil, pa če šte tudi do vojaške opreme. Ta druga je potreba javne oblasti, da prihaja do določenih spoznanj in o človeku, in o družbi, in o tehnologijah, ki so nujno potrebni za sprejemanje odločitev. Ta tretja je potreba po vedenju, ki se nanaša na vedenje samo. To se pravi na produkcijo teorij, na produkcijo metodologije kot osnove za produkcijo novega vedenja v vseh disciplinah. Se pravi, da se akademija sama sebe reproducira in razvija. Četrta je pa obravnavanje eksistenčnih vprašanj, ki nujno rabijo refleksijo in podporo ljudem, ki so vrženi v ta eksistenčno stisko. In zdaj, če gremo pogledati, kje se finančne sredstva najbolj nabirajo. Rečemo, kapital je zelo zainteresiran, da financira in to imate, bom rekel, velike finančne fundacije, ki suportirajo ta tip raziskovanja. To so v glavnem tehnične, zato imate razvoj te tehnologije, zelo velike in seveda vojaške, naprimer v tem primeru tehnologije, ki tudi zelene tehnologije, ki se zdaj s kitajskim kapitalom zelo hitro razvije, zasedajo svetovni trg, rečemo tako. Skratka, imate te odločitve, politične odločitve, kapitalske odločitve, ki podpirajo ali pa vzpostavljajo finančne pogoje in določajo tudi teme, ki se naj razvijajo oziroma razvijajo. Kar pomeni, bom rekel, kjer je denar, grejo kadri, novo izobraževanje, projekti in tako naprej. Pri državi ravno tako rabi za te stvari, ampak manj. Za akademijo tukaj nimate projektov. Ste že videli, da bi slovenska Aris, naprimer, financiral razvoj kakšne teorije na kakšnem področju. Tega ni več. Bilo je, zdaj tega ni več. Temu se reče, zdaj rečemo, bazične raziskave. To je zginilo pravzaprav. Tudi s financiranjem javnofinančnih sredstev. To je vse na volonterskih plečih tistih, ki se z to produkcijo institucionalno ukvarjajo. O raziskovalnih inštitutih na univerzi. Potem imate pa to za civilno družbo, ki so pa eksistenčna vedenja, ki so nujno potrebna, teh pa sploh ni. To imate pa mehne finančne sredstva, ki jih razpisuje nevladnim organizacijam, da se oni malo s tem ukvarjajo. Se pravi, alokacija finančnih sredstev, ki so na razpolago, s katerimi odločajo kapitalski centri, politična moč, akademski centri in ta civilno-družbeni, vidite, da je popolnoma drugače razporejena, kot je bila včasih. In s to neoliberalno predstavo, da je treba graditi na razvoju tehnologij, modernih tehnologij in da nas bo rešilo to okoljskih problem, socialnih problem, vojni in tako naprej, je zgrešena. Se pravi, kdo je tisti, ki bo odločil o tej prioriteti, kam se naj družbeno producirane finančne sredstva lansirajo, kateri tip vedenja? In smo spet na političnem vprašanju. Kako tiste, ki rečejo, temu spremeniti način financiranja na globalni ravni, nacionalni, evropski ravni, nacionalni ravni, spremeniti in kako se ta proces vodi. To so procesi, ki trajajo 20, 30, 40 let.
eno življenje posameznika je relativno malo. Ne? Moramo biti pa zavestni, da vsako leto, ko nova generacija pride, deduje tisto, kar je prejšnja generacija izposlovala in izborila. Se pravi, zavest o tem, da so to dolgotrajni boji, so sestavni del političnih bitk v teh velikih prerazporeditvah. Ne. Mogoče ta zavest, ne, da gre za dolgotrajen boj na vseh področjih in da gre tudi za to, da ne smemo izgubljati notranjega poguma in Tako te je. duhovne moči, ne, je lahko tudi neka perspektiva mladih in če je človeško življenje res kratko, v vseh teh dolgih procesih, skozi katere gremo kot civilizacija, ne, pa vendarle vsakdo lahko prispeva nek svoj del, ne, skozi raziskave, ki mogoče tudi niso bile naročene in financirane. Ne. Verjetno je tudi v mladih še ta idealizem prisoten. Če ne drugega, pa da ne zagrenim preveč vaše lepe misli, s katero se sicer zelo lepo se strinjam, no? Ampak če ne drugega, imamo pa potem tudi ta eksistencialističen pristop, ne, da lahko pa navkljub temu kljubujemo absurdu situacije, v kateri smo, da je to zdaj kar vse postalo nekako normalno in gremo iz dneva v dan, kot da se nič ne dogaja, pa v bistvu v tem kljubovanju najdemo neko notranjo moč in smisel. Ja. Mora biti sistemska, občanska znanost, ki se zdaj pojavlja s profesorjem Mlinarjem, ne, akademikom, ki je lansiral ta koncept občanske znanosti, zapolnjuje to vrzel, ki strani oblasti, strani kapitalskih centrov, strani akademskih centrov ni bila naslovljena. In zdaj se tudi finančno podpira občansko znanost. Lansko leto so bili prvi razpisi. Ne? To pomeni, bom rekel, da se ljudje začnejo ukvarjati z vprašanji, ki njih matra, pa pokličijo, bom rekel, ljudi, ki so izšolani, da skupaj producirajo vedenje, zato da jim bo bolj jasno, v kakšnem svetu so se pravzaprav znašli in zakaj razumejo to svojo pozicijo na način, kot jo razumejo, doživljajo in tako naprej. Kaj lahko naredijo? Dopolnjuje s tem, kar je rekla Ana, Ja. in nazadnje bom dala seveda besedo tudi še Mineji, ne, ki je prikimavala zdaj vmes, ne. Vsi smo si nekako prikimavali. Ta vzgib od spodaj navzgor, ne, da se težave rešujejo v neki lokalni skupnosti. Nedavno smo se pogovarjali tudi v podcastu o energetskih skupnostih, a ne, tukaj gre za manjše skupine ljudi, ki si med sabo pomagajo, posredujejo vedenje, pomagajo tudi v materialnem smislu in seveda si nudijo tudi podporo, moralno, duhovno, intelektualno, kakorkoli že, ne. Mogoče tukaj lahko najdemo kaj poti ven iz te tesnobe, bodi si ekološke ali pa splošne eksistenčne krize. A ne? Ja, mogoče ravno na teh dveh področjih, na ta dva načina, ki ste jo omenjali, mislim, da ta in eksistencialni vidik in kolektivni, skupnostni, družbeni sta ključna in to, da, kar je Ana omenila, da se mi zdi, da je srž tudi soočanje s podnebno anksioznostjo, zmožnost nekako se spopada tudi s tistimi skrbmi, ki ne bojo izginili ali pa ki so popolnoma realistične v okviru enih širših eksistencialnih skrbi. Hvala lepa vsem trem za zanimiv pogovor in mislim, da smo pregnali malo tesnobe. Vsaj želim si, da smo jo in dali komu kaj misliti. Ja, iz mojega stališča je že ta pogovor bil raztesnobljen. Ja, res najlepša hvala, da ste Hvala za povabilo, za to temo. pa da ste to temo sploh odprli. Hvala.